Dragi navijači, lepo pozdravljeni v novi oddaji 7. Tokratna oddaja bo zelo posebna. Obiskali smo legendarnega ekonoma Borisa Vrščaja, ki nam je osvežil spomin na šampionsko sezono. V sliki bomo podoživeli najuspešnejšo sezono v klubski zgodovini. Pogovarjali pa smo se tudi s Tonetom Turnškom, predsednikom kluba v njegovih zlatih časih. Ja, v Golovcu je bilo res enkratno vzdušje na vseh teh tekmih, že v državnem prvenstvu, ker je bila pač dvorana za tam cirka 3000 ljudi. Tu nekje, če je bilo čist polno, ne. In ko so pa bili te klubi veliki, ko so prišli, ko se je Evropa začela, je pa bilo še bolj nabit čist do konca. Tako da pa je bilo skoraj že potreba, da imamo večjo dvorano. In potem se je Zlatorog, ko se je naredil, smo se sem preselili, seveda tukaj je bilo takoj prve tekme, so bile kar dosti obiskane, kar tam 4-5 tisoč ljudi je bilo na tekmah. Vzdušje je bilo pa v Golovcu boljše. Ademar, Leon, ja, to so spomini pa res lepi. Ker nihče ni verjel, da se da to nadoknaditi iz -13 golov razlike. Tako da smo pa v Zlatorogu, bila otvoritvena tekma in takrat je bilo pa res nabit polno in smo mi to nadoknadili. Tako da to ni nihče verjel, ampak smo dosegli to, no. Ja, priprava opreme, to je bolj kot ne isto skozi. Oziroma, jaz sem se tako navadil od začetka, da na vsako tekmo, bilo kakšna tekma je bila evropska ali državno prvenstvo, dresi so mogli biti vedno čisti, dresi so mogli biti, mislim, celi, ne raztrgani. Ja, največ dresov je podaril takrat iskanje, tudi najbolj bilo od Zormana, tudi Perič je dal vse svoje stvari takrat, tako da smo mogli posebej za njega še naročevati, ker nam je zmanjkalo. Pa so še bili igralci tudi, ko so zelo iskani bili. V glavnem ljudi so hoteli vse od njih imeti, ne. Od dresov, hlačk, pa da ne rečem še skoraj spodnje hlače. Ja, stike bolj kot ne imam, ko pridajo sem, ko sem zdaj v raznih klubih, okrog, ko pridajo v teh evropskih klubih, ko pridajo sem na tekme, so res prijeten stisk rok, objem tudi tak, ker se le imamo lepe spomine eno drugega in tudi gremo na kako kavo, če imajo čas hiter ali pa po tekmi, pa se pozdravimo spet, pa se pa spet ne vidimo, ne. Ja, primerjava je takšna, da vzdušje je bilo tam takšno, malo bolj zato, ker je kot manjša dvorana in tam, če je na 2000 ljudi, je bila kao polna dvorana, tlele pa, če je 2000 enote porazgobijo, da reč pa, če je tle polna dvorana v Zlatorogu, je ambient odličen, če je polna dvorana. Tako da, tu smo že marsikaj doživeli v tej zlati dvorani, lahko rečemo. Ja, največji šalivec bi takoj rekel Zorman, Uroš Zorman. Njemu ni nikoli pasal, ne. On je imel velikosti, ko imamo opreme L, XL, XXL. Če sem dal XXL, mu je bilo preveliko, če sem mu dal L, mu je bilo premajhno, XL mu ni pasal. To je kar menjavo, pa vedno je hodil gor, ne. Pa Boris, le kaksen, poglej kaksen,
sem rekel, maneken ne moreš biti, ne. Ko si po Ljubljani dobro pripravljal, ko si bil, neč, v Gate. V Gate so ti dali pa dres za igrati, pa že tukaj moraš po cele potovalke, ko greš s kluba. Tja, takrat je imel največ, lahko rečem, Diko Kozlina, zato ker je bil močen, robusten in so ga vlekli vsi in njemu, če so potegnili, se mu je dres cel lahko razparal. Tiste smo proč metali, oziroma smo izlagali na škatlo, da smo jih pol imeli, da se je videli, da kako število je bilo, ko smo pol druge drese mogli dobiti nove za zamenjavo. Drugače pa so se tudi drugim trgali. Je bilo obdobje, ko so se fejs trgali ali pa ne, ampak Diko to pa sigurno najbolj takrat. Začeli se je vse skupaj že v Flensburgu, že tam je bilo noro vse skupaj, ne? Ampak mi smo komi čakali pa, da gremo na avion, da pridemo do Brnika oziroma z Brnika sem, ne? Ko smo bili v zraku, oziroma, ja, smo bili v zraku na avionu, se je že slišali pa, da je tukaj nas čakal blizu 20,000 ljudi, da je tudi dež močen bil, v glavnem je pilot pa naredil en krog nad Celjem, ne? Nad Celjem je imel vse luči prižgane, tisto tako mora imeti, kolese ven, kot da bo pristal, in je bil kak kilometer pa pol nad Celjem na štadionu, na nogometnem štadionu so luči, reflektorji se prižgali, da je bilo svetlo in dejansko se je videlo, ko je avion šel desno, pa je pol en krog naredil, da tisti, kjer smo na desni strani bili, da smo videli dol lahko, potem je obrnil, da oni, ko so na levi strani dol videli in res pa je bilo, to nas je res čakala množica, ampak mi bi najraje takoj dol pristali, ne. Bilo je še treba iti na Brnik, z Brnika pa spet je procedura, čekiranje pa vse to, tako da smo pol komi čakali, res, ko smo prišli do dvorane, semle, tule smo šli za dvorano, da ne bi se kar vsuli na nas, navijači tam za dvorano smo se lepo, dol pa smo prišli sem in to je bilo pa pol noro, ne. To so si igralci gor, to so si obleke, ko smo bili obleke, smo imeli vsi, so si trgali dol en z drugi, tako da sem spol hitro mogel vsem gore konomat preleteti, s njim neke nove majice dal, tudi niso bili goli tam, ne. Vse so si raztrgali tam, pa polivali, vse. Mislim, res je bilo tako, da je krasno. Ja, jaz verjetno nam doživel oziroma dočakal tega, ne. Lahko, da se bo kdaj ponovil, sam tež bo, ker so le časi zdaj drugi, ko so takrat bili, tako so bili zlati časi in finančno in tudi s tem je bilo pogojeno igralski kader, smo lahko bolj dobili. Zdaj je pač tako, kot je, ampak lahko pa da bo kdaj še to. Vaš avto je že malo starejši in ni več kasko zavarovan. Zato vas zdaj pred vsako vožnjo čaka kolo sreče. Tokrat je šlo. Kaj pa naslednjič? Novi Kasko Karambol za vozila starejša od 6 let vključuje pomembne nevarnosti in je cenovno ugoden. Zavarovalnica Triglav. Zaustaviti je treba. Perić brani. Striger in Perić brani. Perić brani, ostaja pri 24:3. Striger pred Perićem in Perić brani. Perić je zaklenil svoja vrata. Ostaja pri 24:24.
je evropski prvak v sezoni 2003-2004. Gospod Toren Turnšek, legendarni predsednik rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, lepo pozdravljeni in seveda počaščeni smo, da ste si vzeli čas za našo oddajo. Dobran, obema lep skupaj. Povejte mi, kako se sploh spominjate predsednikovanja pri rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško? Ja, to se ne da v kratkem povedati, če bo hodil vse te spomine strniti v tem trenutku. To je bilo ogromno teh spominov za nazaj. Jaz moram prvič tako reči, da smo se mi za pokroviteljstvo pivovarne odločili zaradi tega, ker smo pač smatrali, da je to naša komercialna odskočna deska, da lahko z rokometnim klubom naredimo eno veliko propagando, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v državah oziroma republikah bivše Jugoslavije. Imeli smo alternativo tudi jeseniške hokejiste, glede na to, da smo na Gorenjskem bili zelo malo prisotni z pivom, vendar, ko smo potem to nekako razmišljali, smo se odločili za celjski rokomet in mislim, da smo prav naredili, da smo, tako kot je rokomet od nas imel svoje koristi, smo tudi mi te koristi od rokometa imeli, kar se tiče same prodaje piva pa samih komercialnih efektov v pivovarni. Ko ste prišli v rokometni klub, časi za slovenski in tudi celjski rokomet niso bili najbolj rožnati. Ne, mi smo rokometni klub dobili praktično v, da ne rečem zdaj, razsulu. Ne dobesedno tako vzeti, ampak začeli smo iz ničle, praktično. Nam ni bila ambicija za to, da bomo imeli rokometni klub tu, pa da bo neki poprečni rokometni klub, pa se tule preganjal po teh vaseh, pa igrali rokomet, ampak mi smo hoteli narediti evropski klub, ki bo nekako nam dajo imidž tudi v Evropi, ker mi smo imeli tudi in smo potem tudi realizirali malo prodajo, kar se tiče evropskih ambicij, prodajali pivo tudi v Avstrijo, pa v ostale države Evrope, tudi skozi rokomet. Tako da moram reči, da nam se je ta investicija v rokomet dosti obratovala. Mislim pa tudi, da, če sem malo neskromen, da v tistem trenutku, v tistem času, ko smo se mi odločali za to, ni bilo kakšnega pokrovitelja tule davčev krog, ki bi ta klub nekako sprejel in bil pripravljen vlagati toliko denarja v njega, da se mu potem to nekako na dolgi rok začelo vračati. Nam je to, moram reči, uspelo. Ne samo tu v Sloveniji, kar se tiče slovenske prodaje, tudi kar se tiče prodaje v naših drugih republikah, ko smo še igrali tisto Jugo ligo, pa seveda z našimi predstavami v Evropi smo si tudi dobivali imidž, tako da smo tudi tam gor začeli z pivom. Tako da to je bil nekako obojestranski interes. Takšne koristi, kot se je imel klub, tudi glede na dvigovanje svojega imidža, pa to mislim, da smo imeli, moram biti odkriti, je imela pivovarna tudi od kluba. Gospod Turnšek, zanima me še, ko ste prevzeli rokometni klub Celje Pivovarna Laško, ste z vašim podjetjem imeli namen osvojiti evropski naslov ali ste želeli samo nekako stabilizirati klub in pa ga popeljati do večkratnih državnih prvakov?
No, jaz moram reči, da takrat še ta Evropa nam ni bila tako blizu, oziroma še niso bili časi, da bi mi že kar računali na naslov evropskega prvaka, ampak bolj jugoslovanskega prvaka. Takrat smo pač še tekmovali v bivši jugoslovanski ligi, oziroma se borili za vstop v jugoslovansko ligo, in mi smo hoteli na področju Jugoslavije seveda narediti, ker pa potem seveda Jugoslavija pač razpadla tako, kot pač je to bilo. Smo potem sklenili, da bomo dejansko nekako zagrizli v ta rokomet in seveda se afirmirali v Evropi. Mi smo kot državni prvaki tule, moram reči, da smo z lahkoto osvajali naslove državnih prvakov, ampak ne, da bi devalviral ostale klube. Mi smo pač imeli igralce tako kvalitetne, že pripravljene za naprej, in seveda smo z lahkoto osvajali te državne prvenstva, ampak to nam je bilo nekako premalo. Mi smo hoteli potem, ko smo videli, ko bo te Jugoslavije konc, da pač gremo v Evropo in v Evropi nekaj naredimo. Zato smo si tudi takrat dobili igralce res evropskega razreda, od pokojnega Puca pa vseh ostalih, teh ne naštevam, Škrbića in tako dalje, Perića. To so bili sami vrhunski evropski igralci, pa še seveda drugi tudi. In mi smo takrat z njimi začeli takrat smo začeli razmišljati na pohod na evropski rokometni prestol. To je bila mukotrpna pot, to ni bilo kar v enem letu, mi smo to šili 5 let, te cilje imeli, medtem smo prišli 2-krat ali 3-krat v polfinale, nesrečno izgubili v polfinalu, ampak vendarle je prišel čas, ko se nam je to posrečno priti enkrat do konca, in to je bilo v Flensburgu. Mislim, to je bilo nekaj čudovitega postati, tule iz cele pa postati, pokoriti celo rokometno Evropo in postati evropski prvak, in se zelo dobro spominjam tistega prihoda nazaj v celi po vseh teh dogodkov, ki jih je tudi Andrej Del v svoji knjigi malo obeležil. Tako da res lepe spomine imam na to, in mislim, da smo tudi kot rokometni klub tudi kot Celje afirmirali v Evropi z tem športom, ki smo ga pa vsi, ki smo v njim delali, imeli res radi. Delali smo iz ljubezni, ne pa za denar. Če vas takole vprašam, kot predsednik kluba, rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, kaj ste si pa najbolj zapomnili iz tiste sezone, šampionske sezone leta 2004? Kaj vam je najbolj ostalo v spominu? Dosti je teh spominov, ampak dobro, normalno, najbolj mi je ostalo v spominu Flensburg, tista zadnja tekma, ko smo jo tu dobili za 6 golov razlike, če se ne motim. In seveda priti v Flensburg igrati, to polna dvorana, vse, imeli so nas več ali manj bolj za outsidera, da bojo pač lahko z lahkoto z nami upravili. Mi smo si to tekmo potem še dosti krat ogledali. Mislim, to so bili za mene najlepši rokometni trenutki. Bilo jih je izredno dosti, ampak ta trenutek postati evropski prvak, pokoriti celo rokometno Evropo, da te doma pričaka 10.000 ljudi, 5.000 na letališču in tako dalje. To smo si sinoči ogledali tudi te posnetke. In mislim, da to človeka nekako bogati in osrečuje. Seveda, moraš imeti pa šport rad. Če športa nimaš rad, pa ti nič ne pomagajo takšni uspehi pa to. Ampak jaz sem ga od nekdaj imel rad, predvsem po tem rokometu sem se zaljubil v njega in sem v bistvu imel dve pravi takšni profesionalni ljubezni, rokomet pa pivovarno.
Glede na to, da je rokomet kolektiven šport, sami verjetno ne bi mogli tega uspeti oziroma ne bi vam uspelo vse to, kar vam je. Torej ste imeli okoli sebe dobro ekipo. Kaj pa glede samega kadrovanja? Ste imeli veliko besede pri tem, koga se bo od igralcev denimo pripeljalo v klub? Zdaj, jaz moram reči prvo to, da sem imel res izredno dobro ekipo, ne igralsko. Mislim, na ekipo delovno strokovni štab okrog sebe, od Privška, Šuštariča, Punc, ki so delali, pa vsi, ki so v klubu bili profesionalno, pa neprofesionalno, ki so v klubu delali. To je bil en čudovit tim, ki smo se res strašansko dobro razumeli in smo seveda skupaj delali na teh delih, ki se pač delajo v klubu. Kar sem vprašal, kar se tiče igralcev, pa to, kdo o tem odločil, pa to nisem bil jaz tisti, ki sem igralcih odločil. Da sem kaj predlagal, včasih ne rečem, ampak odločila je pa stroka. Odločil je pa trener, stroka in jaz se nikdar se nisem upal dovoliti, da bi jaz kot predsednik kluba, kot rokometni nestrokovnjak, pripeljal igralcev v klub, pa bi rekel, ta bo igral v klubu na tej pa tej poziciji, jaz sem ga pripeljal. Tega se v moji karieri v rokometu ni zgodilo. Cel rokometni tim, tisti strokovnjaki so o tem odločali. Bil sem vesel, da jaz tudi zraven bolj poslušal kot odločal. Ko smo se pa še odločili, smo se pa nekako vsi odločili. Tako da nismo imeli teh problemov, ti si nam pripeljal tega igralca, zdaj pa imamo takšne probleme z njim ali pa ne, ker se tudi to dogaja. Bili smo in tim, ki smo se razumeli in teh problemov mi daleč od tega nismo imeli, tudi noben ni imel takšnih ambicij, da bi hotel solirati pa reči, jaz bom pripeljal, jaz sem tisti, ali pa tako, kot je to v premnogih klubih se dogaja, pa nas tega dejansko ni bilo. Vsake stvari je enkrat konec in tako je bilo konec tudi predsednikovanja gospoda Toneta Turnška. Kako se ga spominjate? Ja, lep zaključek smo mi naredili, moram pa reči, da mi je bilo težko, ko sem šel, ampak mislim, da je prišel čas, končal sem tudi z službo v pivovarni in sem gotovil, nisem bil tudi več pri viru sredstev, nisem mogel več o tem tudi odločati, kar je normalno, in sem gotovil, da kot penzionist dejansko nisem mogel več voditi kluba, tako kot sem ga tista leta, ko sem bil še aktiven. Gospod Tonet Turnšek, najlepša hvala, ker ste si vzeli čas še enkrat in srečno še naprej na vaši poti. Hvala lepa. To je bilo vse v tokratni oddaji 7. Spomini na šampionsko sezono so fantastični. Pred nami pa je zaključek državnega prvenstva, v katerem smo še vedno v igri za naslov. Držimo pesti in ne pozabite, enkrat za Celje, vedno za Celje. Klub je prvenče, pa to pa imate na snemanju. Sezono so izjemni, pred nami pa je Kluter